Dragi sobratje in sestre, lepo pozdravljeni na pastoralnem tečaju 2013. Posebej pozdravljam naše predavatelje, ki danes zaključujejo svojo pastoralno turnejo teh pastoralnih tečajev na 6. mestu, v 6. škofiji so danes in Slavko je moral pripotovati že kar daleč iz Vipave, potem Matej iz Ljubljane, Boštjan je imel malo bližje iz Koroške, tako da dobrodošli vsi in začnimo ta pastoralni tečaj, kot je predvideno v programu, ki ste ga že vsi dobili. Najprej z nekaj mislimi, spodbudami papeža Frančiška, ki nas spodbuja v tem pol leta njegovega vodenja z cerkve, z najrazličnejšimi mislimi, spodbudami, predvsem pa s svojo gorečnostjo. Evangelizacija je poslanstvo cerkve, je moja, tvoja in naša naloga, je govoril vernikom pri audienci maja. In nam pravi duhovniki so oznanjevalci evangelija in pastirji Božjega ljudstva, ker je, o tem bomo danes posebej razmišljali, o pastirski, o voditeljski službi duhovnikov. Nekateri so rekli, da je preveč duhovniška tema, da je samo za duhovnike, zato so sicer redke dame danes še prav posebej dobrodošle, ki so razumeli, da je prav, da tudi drugi vedo, kakšna je vloga in poslanstvo duhovnika tudi v našem času. In temeljno načelo vsakega evangelizatorja, pravi Frančišek, Kristusa ni mogoče oznanjati brez cerkve. Smo tudi na ta način vstopamo še bolj v cerkev, smo del cerkve. Evangelij moramo oznanjati na vseh cestah. Oznanjevanje evangelija mora biti preprostejše, globoko in izžarevajoče. Je v nedavnem intervjuju, zelo odmevnem intervjuju, med drugim govoril in poudarjal. Cerkev, ki oznanja, mora vedno izhajati iz molitve, je poudarjal in verjetno vemo, se tudi bolj ali manj zavedamo tega, vprašanje pa je, koliko svoje oznanjevanje utemeljujemo, temeljimo na molitvi. Zato v tem letu vere, ki se počasi nagiba k svojemu zaključku, predlagam, da stoje z vsem spoštovanjem izmolimo veroizpoved. Verujem Boga vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od onod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. In še molitev, našo molitev, leto jo imamo za novo evangelizacijo. Hvala ti, dobri Oče, da te poznamo in se lahko zbiramo v Jezusovem imenu. Prosimo te, oživi nam vero, da bo postala globoko prepričanje in resnična moč, ki izhaja iz osebnega srečanja z Jezusom Kristusom. Daj nam, dobri Oče, da bomo živeli v poslušnosti Svetemu Duhu. Naj zvesto hodimo za Kristusom, navdušeno in vztrajno odgovarjamo na Božjo besedo in hvaležno uživamo krik življenja.
Dobri Oče, podpiraj z močjo duha prizadevanje cerkve za novo evangelizacijo in nas vodi, da bomo s besedo in s svojim življenjem našim sodobnikom oznanjali Kristusa. Jezusovi učenci naj se odlikujemo po ljubezni do ubogih in stiskanih. Naj bomo solidarni s potrebnimi in velikodušni v delih usmiljenja. Naj ne molčimo pred zlom in ne podležemo mikom prevladujoče miselnosti. Po Marijinem zgledu naj v luči vere odkrivamo čudovita Božja dela. Naj bomo pozorni na znamenja časov in postanemo znamenje prisotnosti vstalega v svetu, da bomo z novim navdušenjem služili resnici, pravici in miru. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. In še ponovimo, upam, da ga znamo na pamet, kot smo lani sklenili, glavni namen naše nove evangelizacije. Živa občestva cerkve in njihovi posamezni člani bodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot odrešenikom človeka, da bi se drugemu lahko darovali v ljubezni. Blaženi Slomšek, ki je zavetnik nove evangelizacije, še za njega prosimo. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek, je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v vidnosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Upam, da niste zadnjič v družini razumeli, da hočem gospoda Goličnika izpodriniti v vodenju pastoralne službe. Je bila napaka, tako da gospoda kanonika Goličnika, voditelja pastoralne službe, vikarja za pastoralo, prosim za besedo. Dragi bratje duhovniki, tisti, ki ste škofijski in redovni, drage katehistinje, drage sestre in če še kakšen drugi sodelavec pri delu za Božje kraljestvo, vse vas lepo pozdravljam. Danes se pač pozna, da naša nadškofija nima nadpastirja, da nima škofa, da imamo apostolskega administratorja, ki je trenutno v Rimu in vas vse lepo pozdravlja in želi, da bi ta pastoralni tečaj obrodil bogate sadove, da bi pogumno nastavili in načrtali smeri našega pastoralnega dela, predvsem v prihodnjem letu, pa v prihodnjih letih, ko se bomo po naših župnijah, po dekanijah in škofiji trudili, da preidemo iz besed k dejanjem, da naredimo za župnije, dekanije in nadškofijo pastoralni načrt, ki bo takšen, da bomo v njem vsi videli svojo prihodnost. Ne le
škofje, ne le duhovniki, redovniki, redovnice, ampak predvsem naši laiki, ki bodo potem postali bolj soodgovorni za delo. Če pa želimo, da postanejo soodgovorni, pa seveda morajo tudi biti sodeležni pri vodstvu naše cerkve. Kako voditi občestva, kako biti pastir, to je danes veliko in težko vprašanje. Velikokrat se čutimo nemočne, velikokrat smo tako kot tista učenca, ki gresta v Emaus na velikonočno nedeljo popoldne. Zrušil se jima je načrt, ki sta ga imela, vendar poslušata, prisluhneta, povabita tujca, ki ima skuša razložiti, da nista na pravi poti, da pot ne gre iz Jeruzalema v samoten majhen kraj, ampak da se bo treba vrniti v središče, da se bo treba vrniti k tistim, ki jih je Kristus postavil, da nadaljujejo njegovo delo. Ko Kristusa spoznata in začutita, da je v njima srce zagorelo, spremenita svojo pot in pridružita se apostolom in drugim učencem, ki tudi oznanjajo, Gospod je res vstal, Gospod živi, in tako začenjajo novo obdobje, obdobje cerkve, ki Jezusovo delo nadaljuje v veselju in upanju, v žalosti in trpljenju, vedno pa zazrta v obraz Jezusa Kristusa. Če njega ne izključimo, če izključimo del njegovega življenja, potem nismo na pravi poti. In ob iskanju najbolj primernih poti vodenja naših vernikov bomo se skušali poglobiti v tem pastoralnem tečaju. Vsem nam je jasno, da smo pastirji in da moramo izvrševati tudi svojo voditeljsko službo. Toda vprašanje je, kako to delati, kako se prizadevati in truditi, da bi tudi v tem oziru bili čim bolj podobni našemu učitelju, Kristusu. Mi vemo, da se od drugih organizacij in drugih oblik družbenega življenja lahko marsikaj učimo. Vendar cerkev pa ni vedno popolnoma identična z drugimi skupnostmi. Zlasti, ko gre za vodstvo te skupnosti, je potrebno, da mi se zavedamo, da cerkev vodi Sveti Duh in odprti Svetemu Duhu iščimo nova pota in iščimo in utrjujmo svojo duhovniško službo in svoje duhovniško poslanstvo v blagor Božjega ljudstva. Hvala lepa in uspešno delo, pa seveda tudi zahvala vsem trem predavateljem, ki bodo danes svoj čas posvetili nam
in nam odpirali nova vprašanja, nova obzorja in skupaj z njimi poiskali tudi odgovore. Gospodu voditelju pastoralne službe hvala za te uvodne spodbude in toliko program upam, da je jasen in prosim naše 3 predavatelje, da prevzamejo mikrofon. Dober dan. Ne bomo prišli vsi 3 hkrati, eden po eden, lepo. Po vrsti, kot so hiše v Trsti, rečemo pri nas. Se mi zdi simpatično, je bil prej na slajdih citiran intervju, ki ga je papež Frančišek dal za jezuitsko revijo, ampak je že dal novega, veste, je že dal novega. Včeraj je bil v enem od osrednjih italijanskih časnikov, La Repubblica se imenuje, priobčen intervju, ki ga je dal papež Frančišek glavnemu uredniku, direktorju, lastniku, mislim, da celo ustanovitelju tega časnika, no? Ki ni v cerkvi. En tak majhen utrinek, ki mi je zelo simpatičen, iz tega intervjuja pravi Frančišek temu Scalfaru, ampak vidim, da vi ste nevirni, niste pa antiklerikalni. Pa pravi Scalfaro, ne, nisem. Razen, kadar vidim kakšnega klerikalca, takrat pa ratam. Pa papež pravi nazaj, veste, tu se pa zgodi tudi meni. Tako malo, da sprostimo vzdušje. Zato res, ja, katehistinje, vsi, tudi katehisti, tudi če ste moški neduhovniki med nami, ki se ne ločite tako hitro, kakor ženska neduhovnika, ne? Dobrodošli. Vsak od nas, veste, gotovo smo tukaj zaradi tega, ker nas veže ena vloga, ko se najdemo v vlogi voditelja. V naslovu je bil res izpostavljen duhovnik, morda tudi z malo premisleka bi lahko še kako drugače ta naslov obrnili, ampak mislimo dejansko na to vlogo vodenja znotraj cerkve. Pod vplivom naslova duhovnik so nastali tudi primeri, ki vam jih bom zdaj predstavil, in govorijo zlasti o duhovniku. Ampak vas prosim, sestre, katehistinje, katehisti, za nekaj časa zamižite, pa se tako v mislih predstavljate, da ste vi župnica, ne, ali pa župnik, kako bi vi v taki situaciji ravnali. Ali pa na kakšnem sestanku za starše, na srečanju za starše vaših veroučencev se komot najdete, ne. Ali pa sestre na kakšnem hišnem sestanku, recimo, morda ste pa tam v vlogi voditeljice, kaj pa vem, ne. Tako da. Vidim tudi, da ste že vsi oboroženi spisali. Ja, fajn, proti koncu tega, kar vam mislim sam povedati, vas bom prosil, da nekaj malega zapišete. Vmes pa najbrž, vsaj v mojem delu, še ne bo tako veliko zapisati, se bo stopnjevalo, potem bo čedalje več. Tako. Moja naloga je zdaj, da vas malo razdražim, da ne boste presenečeni, če se bo kdo počutil razdražen. To je moja naloga, zato sem se pripeljal sem. Tako da bom skušal to dobro narediti. Se preselimo z mislimi v eno poprečno slovensko župnijo. V župniji je župnik 21 let. Župljane v glavnem dobro pozna, mnoge je krstil, birmal, poročil. Župnija je kar živa, v njej deluje ena zakonska skupina, molitvena skupina, pri katehezi pomaga katehistinja, skupina bralcev je tudi urejena, urejen je razpored za krašenje cerkve, lepo po skupinah so organizirani župljani. V župniji deluje župnijski svet, pastoralni svet, ki ima vsaka 2 meseca svoje srečanje, tudi gospodarski svet, ki se sestaja po potrebi. Župnik je fejst župnik, res, to nič ne karikiram, poskuša po svojih najboljših močeh delati, kolikor zmore in zna. Ima 59 let, delo opravlja odgovorno, korektno, do vseh skuša biti pošten in veliko mu je do tega, res mu je veliko do tega, da bi ljudje zares verovali, da ne bi hodili v cerkev samo iz navade. Župnija ima 3 podružnice, na eni, ki je bila nekoč vikariat, je še vedno tudi redna nedeljska sveta maša.
To je približna situacija, da bi lahko razumeli dva primera, ki sta se zgodila temu župniku, in sicer najprej primer, v katerem je ta župnik nastopil kot voditelj v osebnem odnosu do enega človeka, potem pa še drugi primer, ko je ta župnik nastopil kot voditelj v odnosu do skupnosti, do večje skupine. Torek dopoldne. Župnik ima uradne ure. Običajno ne pride veliko ljudi, ampak župnik je dosleden in v torek dopoldne od 8 do 12 je vedno v župnijski pisarni. Če ni strank, če tako rečemo, čas uporabi za pripravo na nedeljsko pridgo, za branje kakšne knjige, kaj potelefonira. Tudi tisti torek so ure minile z nekaj ljudmi, nekaj jih je prineslo darove za mašo, en možakar je prišel po potrdilo za botra, pa ni bilo nič problematičnega, tak fajn možakar, v redu. Župnik mu je malo popihal na dušo, naj bo dober boter in je šel s potrdilom domov. Do konca uradnih ur je še 20 minut. Nekdo potrka na vrata. Naprej. Dober dan. Dober dan. Kaj bo dobrega, le stopite naprej. Na vratih je gospa, 30 let, župnik je pogleda, ne pozna, tudi on postane malo negotov. No, kaj bo dobrega, izvolite, kar usedite se. Prišla sem se dogovoriti za krst mojega sina. O, to pa zelo fajn. Krstov je zadnje čase nekaj malo v tej naši župniji, lepo, da ste se odločili otroku podariti Božje življenje. Ampak oprostite, da vas vprašam, lejte, da ne bo pa kakšnih nesporazumov. A vi stanujete v naši župniji? Ker veste, najbolje je otroka krstiti v domači župniji in če ne boste potrebovali dovoljenje od vašega domačega župnika. Gospa je zdaj že malo bolj pogumna, ampak reagira začudeno in reče, ja, gospod župnik, seveda stanujem v tej fari. A me ne poznate več? Mojca Rožle sem. Mojca Rožle. Rožle, tuhta župnik. Veste, oprostite, ampak ta priimek mi nič ne pove. Jaz mislim, da ga v naši župniji sploh nimamo. Ja, gospod župnik, ja, poročila sem se. Mojca Pehta sem bila prej. Župnik se malo zamisli. Mojca, ti si. Joj, oprosti, ker te nisem takoj prepoznal. Ampak veš, res si se spremenila. Pa že dolgo časa je, odkar se nisva videla. No, čakaj, vzamem tisti papir, da bova zapisala podatke. In ko gre od stola, kjer je Mojci ponudil za sedeti, do pisalne mize, tako na hitro, kot bliski skozi njegove možgane. Aha, Mojca, joj, kakšna pridna punca je ta bila pri verouku, lepo je sodelovala, pa za birmo, sam pol je šla v srednjo šolo, pa zmerom manj. Ma res, polk je šla študirati. Joj, pa si sem najbrž res enkrat mamo vprašal, kaj je z njo, pa je rekla, veste, ja, šla je v šolo, pa ostaja veliko gor, pa se ne vrne več tako domov. Odšla nekam po svoje. No in iz teh misli še župnik z drami, ko na mizi zagleda tisto knjižco, veste, blokec, ne, podatki za krst otroka, se poznate. In vzame še svinčnik, se usede nazaj, pravi, no, Mojca bova zdaj zapisala podatke. Sam, veš, tako nekaj čudno se mi zdi, jaz se nič ne spomnim, da bi se ti poročila, ali sem ti dal krstni list, ali pa kdaj si se poročila? 2 leti bo od tega. Ampak res čudno, da se tega ne spomnim, ja, star sem že, nikaj. Verjetno se nisi poročila tukaj, ne? Ne, v Bistrici sva se poročila z Anžetom. No, v redu. Zapiševa podatke. Kako je ime otroku? Tine. Sveti Martin, lepo, da sta izbrala tako dobro krščansko ime. Kdaj je bil pa rojen? 15.1.2013. V Mariboru? Ja. In tako pišeta podatke, dokler ne prideta do tistega, kjer piše datum civilne poroke. Kdaj sta se pa poročila? 16. augusta 2011. Aha, v Bistrici civilno, a tam tudi cerkveno. Gospa malo premolkne, župnik dvigne list, pogled od lista. Veste, ne. Kje pa? Veste, tu se nisva.
Zato se nisem spomnil, da bi dal krstni list. In odloži svinčnik in se nasloni nazaj na stol in ga malčko odrine nazaj od mize. Ne? Se pravi, nista poročena. Tako, nista poročena. Ja, veš, Mojca, to bo pa malo težje za krst. Gospod župnik, saj sva poročena. Ne, glej, Mojca, ne moramo mešati jabolk in hrušk. Vidva sta se civilno poročila, ja, ampak to pred Bogom ne šteje. Po cerkvenih določilih ne delata prav. Sej verjetno še nisi pozabila vseh cerkvenih zapovedi. Veste, gospod župnik, to je tako naneslo. Anže ni bil pri Birmi, pri njih niso toliko hodili v cerkev kot pri nas. Ja, Mojca, jaz to vse razumem, ampak vse bi se dalo urediti. Glej, ampak nič ni še zamujeno. Jaz predlagam, da bi to uredili pred krstom. Gospod župnik, ne vem, če bo šlo tako hitro. Čakaj, zakaj hitro? Saj bomo malo počakali. Bomo odložili krst otroka, kot temu lepo rečemo v cerkvi. Čakajte, kako odložili, gospod župnik? Mi bi radi krstili 6. novembra. Smo se že vse zmenili. Čakaj, kako vse zmenili? Nič se niste zmenili, če niste bili pri meni. No, res, prvi sem zdaj, ampak smo pa povabili sorodnike, pa rezervirali za kosilo. Ja, in radi bi krstili 6. novembra, tu se nam zdi en tak primeren datum, ne? Mojca, glej, ne moreš zdaj izseljevati. Poročena nista. Otrok nima nobene garancije, da bo vzgajan v veri. Ti sama si dokazala, da nisi ravno trdna v veri, če ne se ne bi poročila samo civilno. In verjetno tudi na pripravo za krst še nista hodila. Zato bomo ta krst malo odložili. Ampak, gospod župnik, počakaj, ti bom najprej jaz povedal, potem pa se bova pogovorila. Zdaj, lej, jaz predlagam takole. Zdaj bosta vidva z Anžetom šla najprej na pripravo za krst. Začne se ravno ta petek v naši dekaniji, tako da ne bo nobenega problema. Bo do krsta to vse končano, 3 srečanja. In Anže bo tam videl, da cerkev nič ne straši. Se bo česa spomnil, če je bil kaj pri verouku še pred Birmo, čeprav ni imel Birme nič, za to bo že kaj videl dobrega in pozitivnega. Ta čas se bomo še mi trije kaj dobili, jaz bom vama predstavil, kako bi lahko uredila stvari za cerkveni zakon. Potem, glej, lih prihodnjo nedeljo pa začne tudi priprava na zakon. 5krat traja, tako da konc novembra pa se lahko že vse zmenimo in vse uredimo za krst. Ne bo nobene težave. In Anže bo tudi zato, po mojem, bo malo videl, se bomo malo pogovorili in bo zato, da uredita tudi zakon. No? In te čas boš pa ti tudi dokazala, da sta zdaj vidva res sposobna prevzeti odgovornost za versko vzgojo otroka. Jaz te lepo povabim tudi, da začneš k maši hoditi. Gospod, ne vem, če bo šlo to tako hitro. Kaj, če bi mi zdaj najprej krstili našega Tineta, potem pa bi midva z Anžetom naredila še vse za poroko? Glede priprave na krst, no ja, tu bi pa zdaj šla, seveda bi šla, no. Zdaj, če on kdaj ne bo mogel, ta prvič bo prišla skupaj. Če pa on kdaj ne bo mogel, pa bom pa jaz zanesljivo prišla, to ni problema, nič se ne bojte. Ja, in lejte, če zdaj priprava 3krat, lahko res pol 6. novembra krstimo, no. Čakaj, kaj si zdaj rekla, kako ne bo mogel zraven? A vidva mislita resno ali ne mislita resno? Pa ja ne bi rada od cerkve sam ceremonije pa lepega obreda. Vidva morata Bogu dati svoja srca, nimamo kaj sle pomišiti. Zdaj v tem trenutku nimata pogojev za krst otroka. Veste kaj, gospod župnik? Z vami se še zmer ne da nič zmeniti. Pa lepo vi imejte svoj krst. Bo pa Tine en pogan več. Sam boste krivi vi, veste, jaz sem hotela dati krstica, vi nočete. Sicer pa mi je prijateljica rekla, da pozna enega župnika, ki ne komplicira tako kot vi, bom šla pa tja. Vstane, vzame torbico, gre skozi vrata, župnik obsedi za mizo, gleda za njo in tuhta, kaj se zgodi v človeku, da tako zapusti Boga. Isti torek zvečer je bila sklicana tudi seja župnijskega pastoralnega sveta. Župnik je že pred časom zelo skrbno pripravil uljudno vabilo, kajti seja župnijskega sveta bi morala obravnavati kar pomembne stvari. Na vabilu je bil napisan naslednji dnevni red. Prvič molitev,
Drugič, študij dokumenta Pridite in poglejte, drugo poglavje, pomišljaj, preberi doma. Tretjič, pregled zapisnika prejšnje seje. Četrtič, navodila za krašenje cerkve. Petič, maša na visokem vrhu. In šestič, razno. Po kosilu popoldne, še nekaj ur verouka je bilo vmes, se župnik ni počutil glih fajn na račun dopoldneva. In je rekel, zdaj moramo pa to sejo narediti dobro. Ne? Je šel v čilenco, že pred mašo, pripravil vse potrebno za dobro sejo, prinesel celo malo prigrizka, postavil tam na mizico nekaj sokov, stole postavil okrog, res tako, kot je treba. Po maši se ni nič zadrževal, hitro je prišel v župnišče, je prav hotel osebno sprejeti člane župnijskega pastoralnega sveta. Vsakega je pričakal na vratih, mu dal roko, poprašal, ko je kaj, res je hotel, da bi šlo zdaj zvečer pa drugače, kot je šlo dopoldne, ne bo še enkrat tako zdrsno. In razpoloženje je bilo fajn, dobro, v redu, tako, vsi so bili optimistični, veseli, posedajo, župnik se pokriža, začnejo z molitvijo. Po skupni molitvi župnik obnovil vsebino drugega poglavja dokumenta Pridite in poglejte in razvil se je tak živahen pogovor. Vsi so sodelovali, pripominjali, kar tudi podrobno analizirali stvari, ki so se dogajale v njihovi župniji v odnosu do tistega, kar je v dokumentu zapisano. No in kakšen sklep sprejmemo in sklep je bil kar spodbuden. Nam se zdi, da v naši župniji situacija še ni tako pereča, kakor drugod. Zapisnik prejšnje seje je bil hitro pregledan. Sklepi so bili uresničeni, praktično sam kljubce narejene, tudi ni bilo kakšnih posebnih stvari, nekaj organizacijskih reči. Pridejo do 4. točke dnevnega reda, ki pravi navodila za krašenje cerkve. In župnik uvede točko približno takole. Veste, to točko dnevnega reda sem dal na spored, zaradi tega, ker imamo zadnje čase nekaj težav s krašenjem cerkve. Gospa Malči, ki je članica župnijskega sveta in skrbi za razpored za krašenje cerkve, se malo presede na stolu, župnik to začuti, reče, Malči, ne, oprostite, je vse v redu. Vaš razpored lepo teče, ni glede tega čist nobene težave, nobenega problema. Ampak včasih pa se jaz razumem, sej ne morajo tisti, ki krasijo, vedeti, včasih je pa res malo čudno okrašeno. No? Recimo se spomnite prejšnje ali predprejšnje nedelje, kdaj je bilo, veste, ki je bila tista džungla tam okoli oltarja, ne? Pa tiste veje tam gor postavljene, sem celo mašo okoli tako vrat stegoval, da vas bom kaj videl, vi pa tudi mene niste videli, sej sem videl, kako gledate, ne? Veste, to ne gre, meni se je zdelo to grozno in sem rekel, moramo nekaj narediti. No in potem sem se odločil, da bom dal to točko na dnevni red seje župnijskega pastoralnega sveta. Veste, in sem se tudi pripravil, sem prebral to knjigo, je jo napisala gospa Ivanka. Ona se spozna, je to študirala, se spozna na cerkveno, na krašenje cerkve in vam bi rad malo predstavil, kaj tle noter piše, potem boste pa vi povedali naprej. Vse ste za to, ne? V prostoru nastane tišina, eni gledajo dol, eni gor, eni po strani. V redu, torej, kot sem rekel, sem prebral to knjigo, ki jo je napisala gospa Ivanka in ona se spozna na krašenje cerkve. Torej, kar se tiče daritvenega oltarja, veste, je najboljše, da je na njem samo en tak majhen šopek, pa še to je boljše, če sploh ne bi bilo na glavnem oltarju na daritvenem, da je kar stran, dol tam nekam. Pol, kar se tiče oltarja, ja, tudi tam svete podobe ne smejo biti zakrite s krašenjem. Veste, krašenje mora pomagati, da oltar bolj izstopi, da bolj pride do veljave. Predvsem pa ne more biti, koliko je bilo 3 nedelje nazaj, sem šel v tabernakelj po hostije, po najsvetejše, pa sem moral najprej rožo premakati, da se lahko tabernakelj odprl. Ne? Veste, to pa ne gre. Ne? Tako župnik razlaga, 12-15 minut, včasih se mestoma ponovi in konča stavkom. No, torej na kratko o krašenju cerkve. A bi kdo od vas še kaj dodal, morda kaj vprašal? Spet tišina. Oni, ki so pregledali po strani, gledajo drugo stran, oni, ki so pregledali gor dol, oni dol gor. No, če ni vprašanj, gremo pa lahko v naslednji točki dnevnega reda. Kot ste prebrali v vabilu, gre za vprašanje nedeljske maše na visokem vrhu. Takrat se stoli malo začnejo premikati. Se ljudje tako sedejo bolj po konci. Veste, napočil je čas, ko bo tudi v naši škofiji
treba kakšno nedeljsko mašo na podružnicah opustiti. Duhovniki ne zmoremo več, vedno manj nas je, vedno bolj smo stari, napori so preveliki. Poleg tega pa sej veste, ne, sosednji župnik, gospod Jože, je zbolel, on ima 2 župniji in zdaj, če bo nekaj časa v bolnici, se kaj lahko zgodi, da bom jaz dobil še eno od njegovih župnij. In potem na Visokem vrhu ne bo mogla biti več maša ob nedeljah. Pa tudi obisk na ljudi na Visokem vrhu ni več tako zelo visok, pa tako zelo bogat, kot je bil včasih. Ko župnik to razlaga, so ljudje vedno bolj vzravnani, pa vedno bolj kakšen stol malo zaškripa, pa se popravi, pa noge z enega kolena na drugo koleno, pa tako, ne. In Miha, ki je bil doma z Visokega vrha, član župninskega sveta, prekine župnika: gospod župnika, lahko nekaj povem. Miha, počakaj, samo da povem do konca, potem pa bo kratka razprava. No, kot sem rekel, številni razlogi govorijo v prid temu, da ukinemo nedeljsko mašo na Visokem vrhu. Tako in tako, glejte, sem razmišljal, velika večina ljudi pride k maši z avtom. Če se bodo še teh par kilometrov od podružnice do župnijske cerkve pripeljali, ne bo Miha spet nek... Ja, Miha, verjetno misliš na to, kaj pa tisti, ki nimajo avta. Sem razmišljal tudi o tem. Jaz mislim, da to ne bo nobena zguba, ker če ne bo maša, je to priložnost za pridobitev. Se bo pa Karitas lahko poživil. Bodo pa tisti, ki avto imajo, pripeljali tiste, ki ga nimajo, pa ne morejo, se bodo tudi župljani malo med seboj bolj povezovali, ne. No, tako jaz razmišljam. Zdaj, a ima kdo od vas kakšno vprašanje, kaj bi vi rekli? Miha, takoj. Gospod župnik, to ne gre, glejte, toliko let je bila pri nas nedeljska maša, zdaj boste pa kar ukinili. Vsi nas zapuščajo. Tam smo imeli tisti majhni poštni urad, saj veste, so ga zaprli, ne. Trgovino bodo zaprli v naslednjem tednu. Res ni bila velika, ma veste, koliko je pomenila za te naše mamce, kako mi gredo, pa ne morajo iti v mesto, pa tako. Zdaj bo pa še cerkev, kar šla ali kaj. In lejte, koliko vam pomagamo. Imate mežnarja. Cerkev vedno počiščena in pospravljena. Zvonimo. In kaj, k maši tudi pride še nekaj ljudi, več kot je drugje. In vi ste rekli stari, niste še tako stari, gospod župnik, ne se deva tu nič. Lejte, ste še pri močeh, ne, fejs det ste, kaj boste zdaj se tukaj nekaj dajali v nič. Ja, Miha, hvala za pohvalo, no, ampak veš, je treba misliti malo tudi naprej. Kaj pa, ko bo en župnik imel našo župnijo, pa še oni 2 od gospoda Jožeta? Dajmo malček misliti naprej, ne? Gospod župnik, bomo to reševali takrat, zdaj ni nobene potrebe, da se ukine maša, lejte, še za veliko noč ste rekli, kako lepo je priti na Visoki vrh, še da se tam kar malo spočijete. A zdaj bo pa kar konc, ali kaj? Ne, Miha, ne bo še čisto takoj konc, no. Veš, jaz sem razmišljal tako, kaj če bi na Visokem vrhu bila nedeljska sveta maša ob sobotah zvečer? V sobotah zvečer to bi bila tako, jaz bi se lahko posvetil, lepo mir, urejeno bi bilo, vse fajn. Janja na drugi strani kroga dvigne roko. Gospod župnik, ne, to pa ne bo šlo kar tako. Sobota zvečer ni isto kot nedelja. Tudi vi pravite, da ne velja, če pridejo otroci zaradi tega, ki imajo v nedeljo nogometno tekmo v soboto zvečer k maši. Pravite, da tu ni nič, da tu ni eno in isto. Se pravi, ne morete zdaj pa kar vi predlagati, da bo po soboto zvečer nedeljska maša, ne? Ja, Janja, res pravi. Ampak to je drugače. Janja, nič ni drugače. Vi zmeraj narediste, pa rečete tako, kot vam paše. Veste, jaz podpiram Mihata. In Miha, če župnik ne boste uslišati, bomo pa pisali škofu eno pismo, veš? Bomo pa v Celje, nič za to, pa kaj? Kar pište. Jaz sem njemu že vse povedal in se strinjal. Vam pa moram povedati, čisto iskreno, da sem nad vami malo razočaran. Vi, člani župninskega sveta, bi mogli župnika podpreti, pa biti res moji sodelavci, ne pa, da ste prvi, ki mi nasprotujete. Sodelavci, ne. Jaz sem že danes imel en težek dopoldne, jaz mislim, da bo najboljš, da kar zaključimo, če ne se bomo še skrehali. Ko boste prespali, boste videli, da moj predlog ni tako slab, ne. No, zdaj vas pa še nekaj so... Ja, če kdo še ima kakšno stvar, bomo potem se zmenili, ampak res dajmo najprej zmolt, pa bomo kakšno osebno stvar še pol rešili, ker če ne se bomo skrehali. No, dajmo se zdaj umiriti za molitev. Ja, bomo potem, Janez bomo potem, ne zdaj, potem. Zdaj dajmo lepo najprej zmolt, da kolikor toliko miru še zaključimo to sejo. Vas lepo prosim, če si zdaj kaj zapišete v vaše zvezke. Ne tega, kar sem vam jaz pripovedoval, ampak
vaše mnenje o tem, kaj pravzaprav je župnikov problem, če dam to besedo nekoliko v narekovaje. Ponavljam iz začetka. V resnici hoče, da ne bi ljudje iz navade hodili v cerkev. Hoče delati odgovorno, dobro, temeljito, pošteno. Farani, ki so bili tam, župljani, gospa je prišla prositi za krst otroka. Zdi se, da iz župnika pa za te farane, mamo pa župnijski pastoralni svet, je en cilj tam nekje daleč isti, da je tu neka smer, ampak kakor da sta dva tira in da tu nekako ne pride glih skupaj. Torej, poskusite si malo zapisati svoje mnenje glede tega, ja. Kaj je pravzaprav po tvojem osebnem mnenju župnikov problem? Tega ne boste nič javno brali, pišete zase.